Občina Beltinci izvaja projekt Rul-Al. V Beltincih ljudsko-glasbena revija Brez meja. Drage gledalke in gledalci, prijetno pozdravljeni v dogodkih. Tokrat smo se mudili v Beltincih, zato vas vabimo, da si ogledate dva zanimiva prispevka. Rul-Al, projekt, ki nastavlja izzive depopulacije podeželskih območij, je v teh dneh v Beltince privabil partnerje iz 11 držav programa Interreg Podonavje. Vodilni partner občina Beltinci je organizirala prvo delovno srečanje. 14 projektnih in 7 pridruženih strateških partnerjev bo pod taktirko vodilnega partnerja občine Beltinci v prihodnjih mesecih in letih izvajalo aktivnosti projekta Rural, ki v prvi vrsti nagovarja izzive, s katerimi se soočajo številne podeželske občine, tako v Sloveniji kot drugod po svetu. Depopulacijo, staranje prebivalstva, izseljevanje mladih, seveda potem ne pridejo mladi nazaj in za njimi ostajajo seveda določene stavbe, ki niso več v funkciji, naj si gre to za starejše stavbe, ki seveda so v dobri kondiciji, nekatere pa so tudi zaradi tega, ker nekaj časa nihče več v njih ne prebiva, potem primerne samo še zato, da jih je potrebno zrušiti in pa seveda postaviti nekaj drugega. Tako da smo nekako skupaj s sodelavci potem iz teh izzivov našli primeren projekt, idejo seveda torej snovali in pa jo realizirali sedaj v tej smeri, da smo tudi na Interreg Podonavju bili izbrani kot vodilni partner konzorcija z 11 držav ob reki Donavi oziroma področja Podonavja. In ravno področje Podonavja se v svoji makroregiji spopada s tem skupnim izzivom, ki so ga identificirali že v fazi priprave projekta leta 2022. Depopulacija kot izziv, podonavska regija v bistvu ga označuje kot enega izmed najbolj univerzalnih izzivov te regije. Če to predstavimo z nekimi konkretnimi številkami, s podatki uradnimi, to pomeni Evropskega statističnega urada Eurostat, v obdobju do leta 2051 bodo predvsem urbana območja v Evropski uniji, tam bo prebivalstvo raslo, medtem ko bodo pretežno podeželska območja v Evropski uniji prebivalstvo izgubljala. Če to ponazorim številkami, projekcije kažejo med 260 do 310 tisoč prebivalcev letno bodo podeželska območja izgubljala. In to je bilo naše vodilo, kako narediti podeželska območja bolj atraktivna za ljudi, zakaj bi rasla samo predvsem urbana območja, če je lahko ta poselitev bolj enakomerna. Projekt bo trajal 30 mesecev do 30. junija leta 2026, zanj pa so iz programa Interreg Podonavje 2021-2027 pridobili zajeten del sredstev. Skupna vrednost projekta je nekaj manj kot 2,6 milijona evrov, od katerih program Interreg Podonavje prispeva dobra 2 milijona evrov oziroma 80% vrednosti projekta. Vrednost projekta občine Beltinci je nekaj več kot 298 tisoč evrov. S aktivnostmi so sicer začeli že letos januarja in načrtujejo, da bodo prvi rezultati vidni že v roku enega leta. Glavna nit tega je tudi novi evropski Bauhaus, ki nekako temelji na 3 osnovnih pogojih, to je vključujoča družba oziroma vključujoč segment, lepota in pa seveda tudi trajnostni vidik. In to je nekako tudi to, kar želimo s temi zelenimi prehodami in pa seveda z sociološko agendo, da podeželje torej naj ostaja podeželje ljudi in ne so starih stavb. Tako da verjamem, da smo z tem projektom torej naslovili pravi izziv in da bomo, ko bodo rezultati končni, tako z mapiranjem stavb, kot tudi seveda z sodelovanjem strokovnjakov, kaj tem stavbam manjka oziroma kako jih spraviti v življenje, prišli do nekega poslovnega modela, ki bo zanimiv tako za mlade, ki bi želeli potem živeti v teh stavbah, ali pa tudi za gospodarstvo, ki bi v teh stavbah recimo videlo potencial vlaganja in pa tudi morda tudi svojih prostorov. Novi evropski Bauhaus je prav posebna pobuda, ki se je pojavila hkrati z Evropskim zelenim dogovorom, ki ga po vsej verjetnosti zelo dobro poznate. In Evropski zeleni dogovor, New European Bauhaus oziroma ta novi Evropski Bauhaus je del
Evropskega zelenega dogovora in če se večinoma v javnosti pojavlja, da je Evropski zeleni dogovor okoljski in pa gospodarski projekt Evropske unije, je New European Bauhaus kulturni projekt. To pomeni kulturni element Evropskega zelenega dogovora, ki poudarja, da ko delamo to zeleno transformacijo, zeleno preobrazbo, da ne smemo pozabiti tudi na 3 ključne prvine. Te 3 ključne prvine pa so lepota, estetika, trajnost in pa vključevanje. Projekt združuje skupno 21 partnerjev iz 11 držav. Člani konzorcija prihajamo iz Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Romunije in Bolgarije. Partnerji smo predstavniki lokalnih oziroma regionalnih javnih oblasti, raziskovalnih in gospodarskih organizacij in nevladnih organizacij. Sicer pa načrtujejo številne aktivnosti. Med prvimi bo mapiranje starejših stavb. Kar bo vsak partner naredil za svoje območje, da dobimo podatke o propadajočih stavbah, koliko jih je, kje so, o njihovem stanju, lastništvu, tudi razlogi za njihov propad. Potem, kot že omenjeno, bomo vzpostavili transnacionalno mrežo predstavnikov podeželskih skupnosti in strokovnjakov, ki bo delila znanje in drug drugemu, z različnim naborom znanj in izkušenj pomagala pri vpeljavi inovativnih rešitev. Potem bo oblikovan model vključevanja deležnikov, strokovnjakov in občanov v projektne aktivnosti. Organizirali bomo skupnostne dogodke z namenom iskanja funkcij stavbam po prenovi in pa izvedli testiranje rešitev v vseh 11 pilotnih območjih. Tako bo na vsakem območju bomo izdelali 3 podrobne projektne zasnove renovacij stavb in pa 20 osnovnih konceptov prenove starejših stavb. Oblikovan bo model upravljanja starejšimi stavbami, ter pa razviti bodo poslovni modeli za financiranje prenove starejših stavb. Poleg občine Beltinci je v projekt vključen še en slovenski partner, Zavod PIP iz Maribora. Ki pa v konzorcij prinaša obsežno strokovno znanje z področja izvajanja participativnih modelov in poznavanja evropskih politik. In bo partnerstvo v sodelovanju s še enim partnerjem iz Avstrije usmerjal pri izvajanju delovnega sklopa vključevanje skupnosti v podeželskih območjih. V začetku tega tedna je v Beltincih potekalo prvo srečanje mednarodne mreže podeželskih skupnosti in strokovnjakov. Partnerji so v torek bili aktivni na projektnih delavnicah, v sredo pa so delovali na okrogli mizi na temo novega evropskega Bauhausa na podeželskih območjih. Zavod za kulturo, turizem in šport Beltinci je kot partner v okviru projekta Folk Music Show minuli teden pripravil ljudsko glasbeno revijo Brez meja. Na tej so sodelovali tudi partnerji iz Madžarske, ki so podoben dogodek pripravili v torek. Tam so se predstavili tudi kulturniki iz Beltinec. Neprofitna družba iz Madžarske in Zavod za kulturo, turizem in šport Beltinci sta bila uspešna na razpisu programa Interreg Slovenija-Madžarska in sicer s projektom pod naslovom Skupne ljudsko-glasbene korenine, skupne predstavitve oziroma Folk Music Show. Ta v ospredje postavlja pristno ljudsko glasbo Prekmurja in županije Zala. Glavne aktivnosti so se na obeh straneh odvijale v minulih dneh. Vodilni partner prihaja iz Madžarske, to je Human Ešej iz Zalajgasteka pod vodstvom dr. Kovača. Mi tu nastopamo kot partner iz slovenske strani in pa seveda kot partner smo k tem sodelovanju povabili ljudske skupine oziroma izvajalca ljudske glasbe z namenom povezovanja oziroma sodelovanja na področju ljudske kulture. Nenazadnje gre za skupni prostor obeh področji, tako županije Zale kot občine Beltinci, tako da smo kar nekaj teh skupnih točk našli, predvsem pa smo se dotočili na cimbale kot osrednji instrument, ki ga pravzaprav poučujejo kot reden predmet samo še na glasbeni šoli Beltinci. Gre za projekt manjše vrednosti.
vreden približno 30.000 evrov za oba partnerja, od tega je sofinanciran v višini 75%, tako da na vsaka partnerja odpade nekaj čez 10.000. Projekt temelji na rezultatih preteklega uspešnega projekta Folk Music Heritage, ki smo ga izvajali v preteklih letih, ampak ta projekt je bil sestavljen oziroma zasnovan tako, da smo pravzaprav bolj digitalno zapisali glasbo preteklega časa, tokrat pa smo jo seveda opolnomočili na način, da smo jo predstavili ljudem. To so storili v obliki ljudsko-glasbene revije Brez meja, ki se je odvila v petek v Beltincih. Pred večernim koncertnim dogajanjem so na osnovni šoli Beltinci potekale delavnice ljudskih plesov in pesmi v izvedbi Kulturno-umetniškega društva Beltinci, ki so se jih udeležili partnerji iz Madžarske in širša javnost. Podpisali so tudi odprt sporazum s sodelujočimi deležniki. Sporazum je še zmeraj odprt, lahko se še pridružijo tudi druge. Zaenkrat pa so bili podpisniki Glasbena šola Beltinci, Kulturno-umetniško društvo Beltinci in pa seveda drugi, ki so sodelovali na ta dan. Dogodek pa smo zaključili z skupnim delom, se pravi, z naše strani so nastopali prekmurska banda Glasbene šole Beltinci, etnoglasbena skupina Falajček, pevke ljudskih pesmi Irmice, Marko banda in pa z madžarske strani je bila to skupina Karol Horvat mlajšega in pa odrasli ljudski pevski iz vasi Čatar. S potekom samega dogodka so bili zelo zadovoljni. Jaz ocenjujem, da je bil odziv odličen, dvorana je bila skoraj da polna, tudi bilo je kaj zaslišati in videti, nenazadnje se je odvrtelo 2 ure kvalitetnega programa ljudske glasbe z ene in druge strani. Ta torek je revija potekala tudi v Zala Egerseku v organizaciji vodilnega partnerja, kjer so nastopile 3 ljudske glasbene skupine in zbori iz županije Zala, ljudski plesalci in pevci iz tamkajšnje osnovne šole Lista Ferenca ter gostje iz Slovenije. Vračamo obisk, na njihovi strani bo tokrat več madžarskih izvajalcev, z naše strani pa se bo dogodka udeležila Glasbena šola Beltinci oziroma prekmurska banda Glasbene šole Beltinci. Poiskati ustrezne deležnike v projektu ni predstavljalo nobenega problema. Pravzaprav je kultura v Beltincih doma je tovrstna kultura, ljudska glasba, bogato kulturno izročilo, bogato kulturna dediščina, seveda tudi folklora, tako da v Beltincih ni pravzaprav nikoli težko najti izvajalcev tega profila. Tudi na madžarski strani je ljudska glasba doma. Pravzaprav je ta izvajalec Lajos Kovač, oziroma nosilec projekta, neke vrste ambasador ljudske glasbe, prav tako Karol Horvat mlajši, ki poučuje ljudsko glasbo in pa v bistvu skozi to svojo kariero zmeraj znova novači ali pa navdušuje mlade za to, da se ukvarjajo z instrumenti in pa glasbo iz preteklosti, tako da jaz mislim, da smo na obeh straneh zadeli srčiko ljudskega izročila. Glavnina projekta Folk Music Show se je z minulima dogodkoma zaključila, še vedno pa vabijo deležnike, da se jim pridružijo s podpisom odprtega sporazuma o sodelovanju na področju ljudske glasbe. Za danes je bilo to vse. Preživite lep konec tedna in nasvidenje.